Spoštovana gosta, dober večer obema. Gospod Gorenšček, kako torej odgovarjate premijeju? Mene me čudi, da premijer nima te izkušnje iz preteklih let, ki jo mi imamo in ki nas je podučila, da to vrstni močni skokovita povečanja obremenitev gospodarstva pripeljejo do posledic. Recimo zadnje tako povečanje minimalne plače se je že v leto 2010, ko se je povečala za 23%. To je bilo ravno po gospodarski krizi. Posledice tega so bile propad določenih panog. Gradbeništvo smo takrat izgubili, logistika je bila precej načeta, lesarstvo se nam je razpolovilo, brezposelnost je bila velika, glavne žrtve so bili mladi, brezposelni, posledice čutimo še danes. Gradbeništvo se še ni nazaj postavilo na tisti nivo, kot smo ga imeli pred tem posegom v stroške dela, in to se nam lahko zgodi tudi danes. Da se nam to dogaja, kažejo že nekateri znaki. Ta vlada nas že 3 leta dodatno obremenjuje. Pa nekaj minister Mesec odgovori na to, se lahko ponovi ta scenarij, kot ga omenja gospod Gorenšček? Zdaj najprej minimalno plačo dvigujemo zato, da ne bo treba nikomur živeti z manj kot 1000 evri mesečno, če dela 40 ur tedensko. Ob minimalni plači seveda povišujemo tudi urno postavko za študente na skoraj 9 evrov in pa zvišala se bosta letni regres za 200 evrov in pa božičnica, ki jo prejmete letos za 100. Če povlečemo paralele z letom 2010, ki ga je načel gospod Gorenšček, mislim, da vidimo ravno obratno zgodbo. Kriza v Sloveniji se je začela leta 2009 zaradi zloma financ. Zloma financ, ki so ga zakuhale banke, gradbeništvo in tako dalje. V letu 2010, ko je prišlo do skoka minimalne plače, smo imeli rast. Ponovna kriza in resna recesija se je pa začela leta 2012, ko je takratni premijer Janša prišel z programom Reseta Slovenije, s privatizacijami, z varčevalnimi ukrepi, z rezi. Tisto je Slovenijo povleklo v recesijo in tisto je, kot je rekel pokojni Mencinger, namesto tajkunov uničevalo podjetja. To ne pa minimalna plača, zgrešena gospodarska politika. Kriza se ne zgodi naslednji dan po ukrepih. Ta gospodarska kriza je bila leta 2008 in ne 2009 in podjetja imajo še neko akumulacijo, ki jo črpajo skozi čas, potem pa v določenem času, ko je ta akumulacija zmanjka. Ampak je bila od 2010 rast? Lahko greva pogledati. Tega podatka nimam. 2010, ko je bila dvignjena minimalna plača. Ja, to se pravi, takrat leta 2012 so bile glavne posledice. Dejstvo je, da takrat smo imeli približno 700 podjetij je šlo v stečaj. Letos se nam dogaja podobno. Zaradi nenehnih obremenitev plač je BDP bistveno nižji v času te vlade, kot je bil v času prejšnje vlade. Nažalost se nam z leta v leto samo še zmanjšuje. Za lansko leto je bil napovedan med 2 in 2,5%, realizirali smo ga komaj 1%. Vsako leto smo imeli višji BDP kot povprečje Evropske unije. V lanskem letu smo imeli 30% nižji in to kaže, da spirala navzdol že gre. Kar premijer sprašuje, kaj se nam je zgodilo po uvedbi božičnice, nič še takega, kar bi vse splošno čutili. Dejstvo pa je, da so podjetja morali dati prednost božičnici, ker je zakonska kategorija, zato pa so dali druge obveznosti na čakanje. Povečala se je finančna nedisciplina, podjetja se zadolžujejo, podjetja delajo načrte, kako rešiti svoje poslovanje in naša anketa v kovinski industriji je pokazala, da se več kot 50% razmišlja o vsaj delni selitvi svoje dejavnosti v tujino, ker ocenjujejo, 20% podjetij ocenjuje, da se jim bo število zaposlenih zmanjšalo za 30%. Gospod minister, torej te selitve v tujino in pa gospodarska zbornica opozarja tudi na morebitna oziroma že pravzaprav, da so množična odpuščanja oziroma odpuščanja dejstvo. Imate vi kakršnekoli podatke, analize, ki pravijo, da tega ne bo, da se bomo izognili odpuščanju in pa selitvam podjetij v tujino?
Da. Zdaj, gospod Gorenšček je prikladno zamenjal temo, ker je očitno, da ima napačno predstavo o tem, kaj se je dogajalo v Sloveniji med letoma 2008 in 2013. Kriza je imela vzrok v zlomu financ in gradbeništva, leta 2010 je bila rast, v krizo je državo ponovno povlekla napačna ekonomska politika, privatizacije, varčevalni ukrepi in tako naprej. To, kar v bistvu zdaj predlagajo gospodarske zbornice in desnica, zato poudarjam, ker že leta 2012 so to delali in letos bi radi spet to delali. Kar se trenutne situacije tiče, je zaposlenost polna, najvišja v zgodovini Slovenije. Po novem letu bomo videli, da bo, nimam še novih podatkov, ampak pričakujem, da bo tako kot vsako leto majčkeno se povišala, zaradi tega, ker se z novim letom številne pogodbe za določen delovni čas iztečejo. Ne bo pa zaradi dviga minimalne plače prišlo do ničesar večjega. Obratno, jaz sprašujem gospodarstvo, če ima recimo neko podjetje izvozno naravnano v predelovalni industriji, plač v svoji strukturi bilance med 20 in 30 odstotkov in tukaj noter je mogoče 5 odstotkov minimalnih plač, kako naj bi dvig tako malega števila plač povzročil tako hude gospodarske učinke, kot pravijo. Ta dvig bo imel samo eno učinek in to je, da bodo tisti, ki so najnižje plačani, živeli bolje, nekoliko bolje, hkrati pa bo država pospešila domače povpraševanje v hipu, ko imamo šibko gospodarsko rast. S tem se pa strinjam in tudi OECD je rekel, treba je povečati domače povpraševanje. Dejstvo je, da smo v prvem polovici lanskega leta izgubili 6000 delovnih mest. Ti ljudje se niso preselili med brezposelne, ampak so se ta delovna mesta preselila v tujino zaradi neugodnega poslovnega okolja. V drugi polovici leta se je to dogajalo še naprej, vendar statistika teh podatkov še nima. Jaz se strinjam z ministrom Mescem, da je potrebno poskrbeti, da je minimalna plača taka, da ljudje z njo lahko preživijo in taka bi tudi bila. Če ta vlada ne bi posegla v neto plače in jih zmanjšala v njenem mandatu za 110 evrov na mesečnem nivoju, kar je 1300 evrov na letnem nivoju. Zdaj jim vrača to višino na naš račun, na račun gospodarstva, povečala jih je za 113 evrov, sebi pa vzela zraven še 91 evrov. Iz bruta bo država imela 91 evrov od vsakega prejemnika minimalne plače. Če se jim je res šlo za ljudi z minimalno plačo, bi se lahko država odpovedala temu povečanju, sorazmerno zmanjšala obremenitve, tako da ne bi bila nič na slabšem. Če pa bil cilj, da so oni na boljšem, da poberejo 91 evrov na glavo, potem bi pa to lahko tudi z ljudmi komunicirali. Boste odgovorili, še prej pa poglejmo izjavo ministra za finance. Zaradi tega se mi je to zdaj, bom rekel, ne fair. Proračun je bil potrjen meseca novembra in ta proračun je tudi, kar se tiče stroškov dela, deloma v minimalna plača ali višina minimalne plače vpliva na stroške dela, je bila upoštevana v ocenjeni višini inflacije. Torej, mi seveda nismo bili obveščeni o tem, da se analiza dela. Ne fair, pravi minister. Torej bi lahko rekli, da ste uspešno izigrali svojo vlado oziroma vsaj ministra za finance, če kot pravi ni vedel, da pripravljate analizo in pa na to dvig minimalne plače. Da ni vedel, da se analiza minimalnih življenjskih stroškov dela, to je bilo jasno od januarja lani, ko smo tak sklep sprejeli vsi socialni partnerji, se pravi sindikati, delodajalci in vlada na ekonomsko-socialnem svetu. Da se dela analiza, je tudi Ministrstvo za finance vedelo, saj so jo vendar tudi na Ministrstvu za finance odobrili. Zdaj, če minister ni vedel, je to njegov problem. Kako ste pa potem sprejeli proračun za letošnje leto, brez da bi upoštevali dviga minimalne plače v taki višini, kot ste jo sprejeli? To je pa res, da v hipu, ko smo sestavljali proračun, še nismo imeli izračuna novih minimalnih življenjskih stroškov. Tega smo dobili decembra in takrat smo tudi seznanili socialne partnerje vlado in pa predlagali novo višino minimalne plače. Zdaj, če bi letos uskladili samo z inflacijo, bi to pomenilo, da je minimalna plača skoraj 100 evrov pod pragom tveganja revščine. In še enkrat ponavljam, jaz nočem zapustiti
mandata, če bodo tako volitve pokazale z bilanco, da smo pustili minimalno plačo 100 evrov pod pragom tveganja revščine. Če ta vlada ne bi dodatno obremenjevala neto plač, bi bila danes minimalna plača v višini 1022 evrov. In ni problem nov izračun minimalnih življenjskih stroškov, problem je to, da so... Lahko mogoče vi poveste ministru, kje bi vi nadomestili ta manko v državnem proračunu, ki bi prišel z naslova izpada davkov, če bi se vlada odločila za razbremenitev? Glejte, ne gre se za nek nov manko, gre se za ta višek, ki ga je ta vlada pobrala vsaj s 3 ukrepi na konto minimalne plače oziroma vseh plač. Dodatno je obremenila podjetja tudi z drugimi zakoni. To pomeni, če smo do 2023 lahko živeli z manjšimi obremenitvami, bi se dalo živeti tudi naprej. Ne čakajte na gospodarstvo, da bo s prstom kazala, kje naj država vzame, zato da bo financirala sebe in svojo razbohoteno administracijo. To mora vsakršna vlada znati zračunati in določiti, kje in koliko bo pobrala, da bo lahko zadovoljila vse potrebe. Gospod Mesec, končamo torej z vami. V tem mandatu ni bila uspešna davčna reforma. Socialni demokrati po volitvah napovedujejo nove davčno reformo in sicer davek na celotno premoženje, tudi cerkveno premoženje. Kakšen bo vaš program? Ste pripravljeni razbremeniti plače, če boste morda sestavljali prihodnjo levo-sredinsko vlado? Da, naša politika je zviševanje plač in zniževanje stroškov dela, zniževanje stroškov življenja. Namreč naša politika je usmerjena v to, da bodo ljudje lahko čim bolje živeli v Sloveniji. Zdaj, kar gospod Gorenšček predlaga, se lahko jaz odgovorim namesto njega, odkod nadomestiti izpad. 3 ukrepi so rekel. Prvi je dolgotrajno oskrbo vso plačati iz žepa. Drugi ukrep je dopolnilno zavarovanje, naj še naprej pobirajo privatne zavarovalnice in ga plačamo iz žepa, pa oni določijo ceno. In pa tretji ukrep pa je, da bi izvajali davčno reformo, ne da bi povedali, kako bomo manjka v proračunu nadomestili. Če ne znamo nadomestiti manjka v proračunu, smo pa pred novimi varčevalnimi ukrepi. Tako da jaz se s tako neodgovorno politiko nikakor ne morem strinjati in strogo zagovarjam solidarno državo, kjer storitve, ki jih bomo morda vsi potrebovali, kot je dolgotrajna oskrba in zdravstvo, plačujemo solidarno, hkrati pa seveda delamo vse na tem, da bi ljudje imeli čim boljše plače, čim višje pokojnine in čim nižje stroške življenja. Dobro, najlepša hvala, da ste bili nocoj naša. Hvala lepa.